Baza znanja, podrobni podatki o poslovnem okolju, sodobni prijemi pri poslovnem načrtovanju in ne nazadnje možnost neposrednega timskega dela. Hkrati lahko na nekem projektu sodeluje več uporabnikov. Vse to odlikuje posodobljen portal Microbiz. Dober je bil predvsem zaradi tega, ker sem imela svetovalko za finančni del, kjer smo podjetniki zelo bosi in dejansko se bojimo najbolj tega poglavja. In je dejansko lahko dostopala tudi ona in me nekako vodila, tako da sem imela malo boljši občutek. V 4 letih je portal obiskalo 225.000 uporabnikov, veliko takih, ki sveta podjetništva ne poznajo. Toliko manj, ko gre za tuje poslovno okolje s povsem drugačnimi pravili. Imamo mit o skupnem evropskem tržišču, ki ne obstaja kot tako, ker imamo zelo različne implementacije skupnih evropskih uredb na nacionalni ravni. Zanesljive informacije s pridom uporabijo italijanska podjetja, ki se podajajo na slovenski trg, pa tudi obratno. Slovenski podjetniki se v zapletenem sistemu italijanske davčne zakonodaje težko znajdejo. Največkrat so to storitvena podjetja, medtem gradbena in avtoprevozniška. Marsikaj od tega odkrivati na novo, torej pravno regulativo, okolje, v katerem poslujejo neke določene dejavnike, ponudbe, povpraševanja. Koristno je tudi spletno sejmišče, ki ga portal uvaja na novo. Vključujemo tudi v naše dejavnosti več mreženja, več povezovanja med podjetniki, hkrati pa tudi vrednotenje njihovih poslovnih idej. Saj včasih ne vedo, ali je njihova poslovna ideja zanimiva za trg, obstaja povpraševanje. In tudi v tem primeru portal razmišlja dvojezično. Vsak predlog predstavi tudi v drugem, slovenskem ali italijanskem jeziku.